30-letnice PGDO Gora in Podrobe gasilskega društva bi začeli z paradom. Na paradi sodeluje 80 gasilcev in 18 tabelov. Prosim vas za dovoljenje za pričetek z šalom vod. Dovoljujem. Poroča poveljnik, Peter Postrižnik, Kasnih Tulesov. Lahko pričnete z izvedbo samega častnega šaloma. Pozdrav! Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, darovalci, botri, dragi gostje, gospod župnik, vsi krajani in navzoči. Z zvoki slovenske himne pričenjamo slovesnost ob 30-letnici ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora in prevzem novega gasilskega vozila. Ob tem prazniku, ki je hkrati praznik skoraj vseh krajanov v krajevni skupnosti, saj skoraj da ni hiša v Dolgi Gori, ki ne bi na takšen ali drugačen način v vseh teh letih pripomogla k razvoju gasilstva, pozdravljamo vse, ki ste se zbrali
da skupaj proslavimo. Še posebej smo veseli, da lahko danes med nami pozdravimo predstavnika občine Šentjur, gospoda podžupana Roberta Polnarja, predstavnika Gasilske zveze Šentjur, tovariša podpoveljnika Darka Vikšo, častnega predsednika prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora, Arzenak Franca, prav tako v vlogi predsednika krajevne skupnosti Dolga Gora. Častnega poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora, Dobnik Marjana, gospoda župnika Janeza in prisrčen pozdrav vsem gasilcem in gasilkam, mladim, kulturnemu programu, krajanom, krajankam in ostalim navzočim. Preden pričnemo, pa vljudno vabim otroško folklorno skupino Trta Dolga Gora, da nam zapleše. Jaz ti bo pa zaigrala, boš videla, kak ti bo šlo. Vi boste pa zaplesali, a ne? Seveda!
Na oder pa vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora, Kundi Hrajka, prosim za nekaj besed. Spoštovane gasilke, gasilci, botri, spoštovani gostje in vsi prisotni. Čast mi je, da vas lahko pozdravim in vam spregovorim nekaj besed. 30-letna tradicija prostovoljnega gasilstva v Dolgi Gori mene in verjamem tudi marsikoga med nami navdaja s ponosom. 30 let se verjetno ne sliši prav veliko, vendar lahko rečem, da smo od same ustanovitve do danes uspešno dokazovali svoj obstoj. Da so očetje našega društva resno prijeli za delo, kaže začetek gradnje gasilskega doma že 2 meseca po ustanovitvi društva in da so vsa zemeljska gradbena krovska dela bila narejena z nešteto prostovoljnimi urami. Gasilsko društvo, predvsem pa naš lepi gasilski dom, ki je doživel razširitev in obnovo med leti 2002 in 2005 na današnjo podobo, predstavljata stičišče vseh vaščanov. Poleg tega pa osrednji prostor za kulturne, športne in razne druge prireditve. Ker pa smo gasilci nemočni, brez prepotrebne opreme in predvsem gasilskih vozil, smo že leta 1981 kot enota imeli terensko vozilo ARO-51 s prikolico za prevoz opreme, ki nam ga je podarilo matično društvo Ponikva. Vozilo je bilo v začetku nevozno, vendar z veliko mehaničnih ur so ga spretni člani spravili v pogon. Leta 1990 se je od gasilskega društva Lokarje kupilo rabljeno vozilo IMV. Vendar je bilo to vozilo že v tako slabem stanju, da je bilo potrebno leta 1992 zamenjati za TAM 75, ki se je odkupil kot avtobus rudnika Velenje. Leta 1998 smo ga obvestili s takrat novim orodnim vozilom Mercedes-Benz, ki je služil svojemu namenu vse do danes, ko bomo na tej prireditvi v nadaljevanju prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-1, Mercedes-Benz Sprinter 519, z nadgradnjo, ki je izdelalo podjetje gasilska vozila Pušnik. Sredstva za investicijo težko 73.000 evrov so se zbirala z prireditvami srečanja muzikantov oziroma Oktoberfestom, po pomoči občine Šentjur, Gasilske zveze Šentjur, sponzorjev in botrov. Ob tem bi se rad zahvalil vsem botrom in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri izpeljavi tega projekta. In za konec še dodajam, 30 let je kar dolga doba za organizacijo, ki temelji na prostovoljstvu. Tako kot v življenju, tudi v gasilstvu prihaja do vzponov in padcev. V preteklosti so povedovali predvsem vzponi in želel bi si, da bi tako bilo tudi v prihodnje. Ne smemo pozabiti, da so naše glavne vrednote prijateljstvo, medsebojna pomoč in prostovoljstvo. Vsem članom prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora čestitam ob jubileju 30 let z željo, da bi še naprej tako sodelovali. Gasilski pozdravom na pomoč. Zdaj pa na oder vabim predstavnika Gasilske zveze Šentjur, tovariša podpoveljnika Darka Mikšo, za nekaj besed. Spoštovane gasilke, gasilci iz Dolge Gore, vsi prisotni gosti, gospod podžupan Robert Polner, gospod župnik, častni predsednik gasilskega društva Dolga Gora. Danes smo se zbrali na slovesni prireditvi ob praznovanju 30 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora. Na začetku bi upravičil prisotnost predsednika Gasilske zveze Šentjur, tovariša Janka Cerkvenik in poveljnika Gasilske zveze Šentjur, tovariša Martina Cmok, ker sta odstotna zaradi udeležbe na srečanju slovensko-hrvaške gasilske mladine v Koprivnici na Hrvaškem. Zato je pripadla meni čast, da zastopam Gasilsko zvezo Šentjur na vaši slovesnosti. V imenu organov in vodstva Gasilske zveze Šentjur prinašam pozdrave današnjim slavljencem, gasilkam in gasilcem PGD Dolga Gora ob njihovem prazniku 30. obletnici obstoja in delovanja njihovega društva. Prostovoljno gasilsko društvo Dolga Gora je mlado društvo, vendar je izredno uspešno na organizacijskem in operativnem področju pri delu z mladino, članicami in veterani, kar kaže njihovi rezultati dela, ki so vsem nam dobro vidni in v ponos. O samih rezultatih in uspehih gasilcev iz Dolge Gore bi lahko veliko povedali. Vendar in potrebno, saj vsi, ki jih poznamo, vemo, da gre za predane ljudi gasilske organizaciji, tako da naloge, ki so jim naložene s strani Gasilske zveze,
Šentjur in tistim, ki si jih naložijo z letnim načrtom, dela jih uspešno izpolnijo. Gasilska zveza Šentjur je sofinancirala zamenjavo gasilskega vozila v skladu z dolgoročnim programom razvoja gasilstva v občini Šentjur 2010-2020, ki ga je potrdil občinski svet občine Šentjur v višini 40% od predloženih računov za podvozje in nadgradnje. V imenu Gasilske zveze Šentjur se iskreno zahvaljujem krajanom in donatorjem za darovana sredstva, s katerimi so pripomogli gasilcem iz Dolge Gore, da so lahko izpolnili svoje želje. S tem pa so tudi povečali operativno sposobnost operativne enote Dolga Gora. Iskrene čestitke prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolga Gora ob prevzemu novega gasilskega vozila GVV1 in dobre želje ob uporabi le-tega. Naj vam služi čim več za izobraževanja, operativne vaje in čim manj na intervencijah. Vsem članom prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora še enkrat hvala za vaše požrtvovalno, nesebično in uspešno delo v gasilski organizaciji. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Najlepša hvala. Na oder pa vabim tudi predstavnika občine Šentjur, gospoda podžupana Roberta Polnarja, da nagovori prisotne. Drage gasilke, spoštovani gasilci, gospe in gospodje, v imenu občine Šentjur vas vse prav lepo pozdravljam. Danes, ko proslavljamo 30. obletnico prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora, mi je še poseben ponos, da vam ob tej priložnosti lahko čestitam. Prostovoljno gasilstvo je slovensko narodno bogastvo in svojevrsten družbeni fenomen, kakršnega bi zelo težko našli izven naših meja. Ta stavčna zveza vam je morda poznana, lahko, da ste jo kdaj že slišali, toda nikoli je ni odveč ponoviti, zlasti ne ob tako pomembnih jubilejih. Gasilska društva se ob nakupih pomembne tehnične opreme, ki je seveda tudi draga, soočajo z marsikdaj tudi nepresegljivimi težavami. Zlasti njihova vodstva se kdaj pa kdaj znajdejo tudi v stanju, za katerega kaže, da se ga ne bo dalo preseči. Toda stanja presegamo ljudje s svojo voljo, s svojo sposobnostjo in s svojo vztrajnostjo. Vztrajnost je odlika ljudi, ki točno vedo, kaj hočejo. Samo tisti, ki je vztrajen, lahko računa na uspeh. Samo tisti, ki je vztrajen, lahko računa, da bo opravil neko delo ali uresničil nek cilj. Vi ste z vztrajnostjo uresničili svoj cilj. Materialne pogoje za delovanje vašega društva ste dvignili na bistveno višji nivo, kot je bilo to poprej. Občina ima svoj interes, tako kot ga imajo vse občanke in občani. To je dobro organizirano, dobro tehnično opremljeno in dobro usposobljeno prostovoljno gasilstvo. Preprosto zato, ker to družbeno organizacijo potrebujemo. Želim vam, da boste z novim vozilom ravnali v skladu, tako kot ravnajo dobri gospodarji. Kar pa se tiče financiranja in organiziranja gasilstva strani občine, pa mislim, da gasilci v občini Šentjur tako ali tako veste, da je občina Šentjur v preteklosti, tako kot danes in bo tudi v prihodnosti, intenzivno skrbela za to, da bo vedno dovolj proračunskega denarja za financiranje gasilstva. Gasilke in gasilci Dolge Gore, srečno vam želim. Hvala. Najlepša hvala. Začelo se je leta 1980, ko se je porodila ideja o ustanovitvi gasilske enote v Dolgi Gori. Nihče si tedaj ni predstavljal, kaj se bo iz te enote izcimilo. Takrat je krajane vodila želja po druženju in entuziazem, da bi imeli tudi v naši vasi nekaj svojega. Leta so tekla, odločnost, da ne bomo več enota pod okriljem gasilskega društva Ponikva, pa tudi. V letu 1986 je napočil dan, ko smo končno dobili dokumente o ustanovitvi gasilskega društva Dolga Gora. Društvo se je skozi celo obdobje uspešno razvijalo. Gradil se je dom, nabavljala se je tehnika, člani so se izobraževali, tako da smo danes ponosni na celotno prehojeno pot in doseženo.
Marsikaj se je zgradilo, zahvaljujoč vnemi in pripravljenosti krajanov za prostovoljno delo. Brez članov društva in vseh, ki so kakorkoli in kdajkoli pomagali in radodarno ter nesebično priskočili na pomoč, ne moremo govoriti o preteklosti prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora in njim gre zahvala, da ima društvo že 30-letno zgodovino. Z dobrim delom, iznajdljivostjo in vztrajnostjo je doseženo veliko, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Ob 30-letnici društva bomo podelili priznanja, najprej društvena, zato vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Dolga Gora Rajka Kundih in poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Petra Podkrižnik, da podelita priznanja. Dobi Janko Cerkvenik. Morat mi je upravičen. Martin Cmok. Občina Šentjur. Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju. Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Kamniku. Gasilska zveza Šentjur. Prostovoljno gasilsko društvo Loče. Prostovoljno gasilsko društvo Sladka Gora. Prostovoljno gasilsko društvo Dobje. Prostovoljno gasilsko društvo Planina. Prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva. Prostovoljno gasilsko društvo Kalobje. Prostovoljno gasilsko društvo Prevorje. Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Žusmu. Prostovoljno gasilsko društvo Lokarje. Prostovoljno gasilsko društvo Mestinje.
Krajevna skupnost Dolga Gora. Prostovoljno gasilsko društvo Šentjur pri Celju. Prostovoljno gasilsko društvo Dobrina. Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas. Prostovoljno gasilsko društvo Dramlje. Turistično društvo Dolga Gora. Turistično društvo Skriti biser. Kud Dolga Gora. Javornik Antonino. Javornik Miran. Javornik Aleksander. Führer Branko. Führer Matic. Führer Damjana. Führer Alois. Hudolin Jani. Hudolin Milan. Smole Srečko. Bošković Milan. Golaš kuha, super. Podkrižnik Peter. Jaz sem vam pa že povedala, kaj bo za jest. Arzenak Mojca. Arzenak Franc. Petelinšek Simona. Potočnik Katarina.
Kadenšek Klemen, gospod Boškovič Milan, Kadenšek Klemen, Kadenšek Jože, Kadenšek Janko, Kadenšek Daniel, Kadenšek Darko, Kundih Rajko, Žnidar Jani, Žnidar Jože, Dobnik Aleš, Dobnik Jože, Dobnik Alojz, Dobnik Albin, Dobnik Marjan. Iskrene čestitke. Sledi podelitev državnih priznanj. Vljudno prosim, da se nam pri podelitvi pridruži predstavnik Gasilske zveze Slovenije, pooblaščen za podelitev državnih priznanj, tovariš podpoveljnik Darko Mikša, ter predstavnik Gasilske zveze Šentjur, namestnik poveljnika Uroš Siter. Predlagani je leta 1996 po uspešno opravljenem tečaju za gasilskega častnika leta 2003 napredoval v gasilskega častnika prve stopnje, leta 2011 pa v gasilskega častnika druge stopnje. Da bi pa lahko s svojo pripadnostjo in požrtvovalnostjo še več prispeval k delu v društvu, razvoju in napredku, se je nenehno usposabljal in izobraževal. Opravil je tečaj za poveljnika društva, tečaj za mentorja mladine, tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin, tečaj za uporabnika radijskih zvez, tečaj za tehničnega reševalca in strojnika. V letih od 1997 do 2000 je upravljal funkcijo podpoveljnika gasilskega društva, v letih od 2000 do 2002 pa poveljnika gasilskega društva. Pri svojem delu se je zavzemal za operativno učinkovitost članstva, posodabljanju gasilske opreme, gasilskim vajam in udeležbi članskih moških, ženskih, mladinskih in pionirskih ekip, katerih mentor je na tekmovanjih v gasilski zvezi in izven nje, kakor tudi kot sodnik gasilsko-športnih disciplin. Od leta 2002 je član upravnega odbora gasilskega društva,
Od istega leta pa tudi član Komisije za priznanja in odlikovanja gasilskega društva. Aktivno je vključen v vse delovne akcije. Kot praporščak sodeluje tudi na slovesnostih izven gasilskega društva. Je odličen tovariš, ki s svojim humorjem združuje, povezuje in razveseljuje člane društva. Gasilsko plamenico 3. stopnje prejme tovariš Javornik Aleksander. Opravičil se je, žal je odsoten, prav pa je, da povemo, da prejme in mu tudi čestitamo. Predlagani počinu gasilski častnik 2. stopnje je v času od ustanovitve, razvoja in napredka društva bil v zaporedju poveljnik, predsednik in tajnik gasilskega društva. Ko je gasilsko društvo doseglo normalne pogoje za delovanje, je operativne in vodstvene funkcije predal mlajšim, ki jih je kot njihov mentor z leti odraščanja gasilskega društva in njenih članov usposabljal v različnih nalogah, sam pa je prevzel funkcije, ki so prav tako potrebne in pomembne za normalno delo društva. Vsak prosti trenutek porabi za delo v gasilstvu. Vedno je na razpolago za kakršnokoli nalogo, ki jo vestno in strokovno opravi. Kot skrbnik rodišča je tudi mentor vsem mlajšim, ki so prevzeli funkcije v operativi ali pri vodenju, prav posebej pa strojnikom in šoferjem. Vedno sodeluje pri usposabljanju članstva, načrtovanju in izvajanju operativnih nalog. Je dolgoletni član upravnega odbora in tako močna opora pri pravilnih odločitvah. Kot predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja s svojimi sočlani skrbi za pravilno nagrajevanje v obliki priznanj in odlikovanj. Je predsednik nadzornega odbora in tako bdi nad pravilnim izvajanjem dela v gasilskem društvu. Kot namestnik predsednika Komisije za veterane Gasilske zveze pa je tudi trdna in stalna vez na tej liniji, saj skupaj z ostalimi v Gasilski zvezi sooblikuje skrb in aktivnosti za veterane. Kot praporščak gasilskega društva, Gasilske zveze in veteranov pa se redno in s ponosom udeležuje raznih slovesnosti v Gasilski zvezi in izven nje. Svoje delo opravlja vestno, požrtvovalno, skrbno in strokovno, tako da nam je za vzgled in ponos. Gasilsko odlikovanje 2. stopnje prejme tovariš Dobnik Marjan. Najlepša hvala, to je to. Vsem iskrene čestitke, tovarišu podpoveljniku Gasilske zveze Šentjur, Darku Mikši, iskrena hvala za podeljena priznanja. Počasi bomo prešli na prevzem novega orodnega vozila GVV1, še predtem pa bi se radi zahvalili vsem botrom, ki so se svojimi prispevki pripomogli in uresničili željo, da bomo lahko danes prevzeli novo vozilo. Zahvale bosta podelila predsednik Hundi Hrajko in poveljnik Peter Podkrižnik. Prosim. Najprej bronasti botri. Trgovina Keja. Mesnica Boček. Interkom d.o.o., poslovna enota Kaferna.
Mizarstvo Aleš Peldin. Siter Uroš. Družina Smole Potočnik. Družina Snoj. Pevec Roman. Prostovoljno gasilsko društvo Sladka Gora. Prostovoljno gasilsko društvo Prevorje. Prostovoljno gasilsko društvo Mestinje. Prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo. Člani B. Članice B. SMC. Nova Slovenija. Gibanje za občino Šentjur.
Sedaj smo pri srebrnih botrih. SDS. Kulturno-umetniško društvo Trta Dolga Gora. Vodovod Dolga Gora. Schmidt Berta. In smo pri zlatih botrih. Spojka d.o.o. Biserni boter, družina Arzenak. Godec Jelka. Naj povem, da se je opravičila. Aha, boste vi prevzeli? Evo, drugače se je pa opravičila, kasneje se nam pa pridruži. Se lahko pridete. Ne? Prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Kamniku. Občina Šentjur. Platinasti botri. Gasilska vozila Pušnik. Krajevna skupnost Dolga Gora. Gasilska zveza Šentjur. Vsem iskrena hvala, da ste podelili, hvala, da ste vsem botrom, da ste nam pomagali in s tem uresničili našo željo ob nakupu novega vozila. Ponovno pa je čas za malo kulturnega predaha. Vljudno vabim folklorno skupino Trta Dolga Gora, tokrat odrasle, da nam zaplešajo.
napočil čas, da prevzamemo vozilo. Pred vozilo tako vabim predstavnika občine Šentjur, gospoda podžupana Roberta Polnerja, predstavnika Gasilske zveze Šentjur, tovariša podpoveljnika Darko Mikša, predsednika Kundi Hrajka, poveljnika Petra Podkrižnik ter šoferja PGD Dolga Gora. Vse prosim za predajo ključa. Gospod podžupan Robert Polner, prosim, da predate v uporabo za novo gasilsko vozilo znamke Mercedes-Benz tipa Sprinter 519 v uporabo prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolga Gora. Jaz z velikim veseljem tole predajam. Ključ dobro zgleda, glede na to, kako dolgo so ga iskali, pričakujemo, da ne bo trajal običajnih 15 let, ampak vsaj dvakratno dobo. Predsednik, izvolite. Predsednik, predajam ti ključe avtomobila, v upanju, da bo vedno pripravljen, ko bomo potrebovali. Hvala. Gospod šofer, izročim ti ključe avtomobila, da ti dobro služijo, pa skrbi za njega. Zgledno. Zahvaljujem se za zaupanje in upam, da bo avto vedno pripravljen za intervencijo in vse potrebno. Zdaj pa leho, pa sprobamo, ne? En aplavz, prosim. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami, molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu našemu rešeniku Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to gasilsko vozilo, ki ga danes izročamo svojemu namenu. Naj naši gasilci in vsi ljudje, ki se bodo zbirali in uporabljali to gasilsko vozilo, rastejo v pripravljenosti pomagati drug drugim, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče in druge preizkušnje. Tako bomo združenimi močmi gradili kraljestvo Tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Bratje in sestre, priporočimo se tudi svetemu Florjanu, zavetniku gasilcev. Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, s čudovitim pričevanjem svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve. Svetega Florjana, zavetnika gasilcev, si vodil po poti življenja in mu dal moč, da je ostal zvest do mučeniške smrti. Na njegovo preprošnjo nas varuj, častnega in večnega ognja in drugih nevarnosti, da bo tudi naše življenje obrodilo večne sadove po Kristusu, našem Gospodu. Sedaj pa skupaj zmolimo kot navadno še Gospodovo molitev. Tvoja volja, kakor nebesi, kakor na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in napelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse na vekoma. Amen. Blagoslovi vas vse vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh. Mirno. Na mesto odmor. Kot se spodobi, je potrebno ob takšnem dogodku tudi primerno nazdraviti. Zdravje vsem skupaj. Nekaj zahvala. Zdravje. Za odhod prapoda, pozdrav! Na desno. Hodi v koraku naprej. Levo. Vsem bi se rada zahvalila, da ste bili danes tukaj z nami in počastili ta dogodek. Domov se vam pa naj ne mudi, ker sledi še družabni del, poskrbeli bomo za jedačo, pijačo, za glasbo pa ansambel Stop. Hvala. Tu, za vodo, gledaj. Možemo reči vedno. Ja. Pihači so pa noter, zadaj, za. To od zadaj, ja. Veliko ima vse, kar imajo velike, ne? Arjan, kaj se agregat levi nekaj? Ne, tu je pa tu opreme. Ne, ni levi nekaj. Kako mi je Džoko rekel, da je stabilizator, da lahko dvigneš, pa da je reflektor Smo pobor. raje vso opremo novo kupili drugo. Vse moje, vse novo. Vroče. Ne, nekaj novo. A ne, obariba ne je. Ne, vse je. Avta barva, bil njesti. Mokre bo, ne, Zadaj še eno. a daj za prenosno. A če tudi gosti, da umem za umem geš. Del naj bo, no. Marko, ti si manda že po noč, da je ujemo. Ja, GPS.